Gre v bistvu za to, da nas nekdo prepriča, da je nekaj res, kar ni. Se pravi, če vzamemo en primer ljubezenske prevare, kjer so tarče osamljene najbolj pogosto ženske, v srednjih letih spoznajo nekoga na spletu, ki je simpatičen, ki se z njimi pogovarja, ki jim daje čutiti, da so one pomembne in jim kasneje po nekaj mesecih teh priprav začne izražati čustva, ljubezen in to. Metode, ki jih uporabljajo, je to, da pač izdelajo profil, tak všečen profil, ali je to zdravnik, vojak nekje na misiji, ki je osamljen, udovec recimo, ampak ima otroka in potem tudi ta otrok pride kasneje v igro, kako da je on razložil zdaj, da ima v bistvu neko partnerko nadaljavo, tudi sinu in da sin je zelo vesel in se strinja in tako naprej. Se pravi, pritiskanje na taka na čustva in ustvarjanje videza, da je resničnost drugačna, kakor dejansko je. Ne? In en primer so recimo te razni triki čarodejev, kjer nas tudi, ker vsi vemo, da so to triki, da to ni res, kar mi vidimo. Ne, ampak nas odnese v to, da ne moramo ugotoviti, kako je do tega trika prišlo. Ne.